Skrb za zdravje ne pomeni samo rednega ukvarjanja s športom. Zato, da bi bili čim bolj zdravi, je zelo pomembna tudi prehrana. Tega se še predobro zavedajo vrhunski športniki. Naš jedilnik bi moralo sestavljati 5 obrokov dnevno, od katerih bi moral biti prvi obrok, zajtrk, najpomembnejši. Ta naj bi vseboval kar 40% energijske vrednosti vseh obrokov. Jedilnik pa mora biti sestavljen tako, da vsebuje vse 3 osnovne prehranske spojine, ki jih telo potrebuje: ogljikove hidrate, beljakovine in maščobe. Paziti moramo, da maščob zaužijemo najmanj, vendar so življenjskega pomena, saj brez maščob telo ne bi moglo sprejemati nekaterih zelo pomembnih vitaminov. Sama prehrano ločimo predvsem v zelo ključnih elementih, se pravi, sam rekreativni športnik se lahko uravnoteženo prehranjuje in bo vseeno uspešna. Sam vrhunski športnik pa sama uravnotežena prehrana za njega ni več dovolj in mora posegati tudi po različnih športnih dodatkih. V športu ločimo, kakor tudi v normalni prehrani, 3 različne vrste prehrane. To so prehrana, ki vsebuje ogljikove hidrate, kar pomeni, to je prehrana za energijo športnika, prehrana, ki vsebuje beljakovine, kar pomeni za obnovo mišičnih vlaken, in prehrana, ki vsebuje maščobe. Ta prehrana deluje zelo visoko na hormonskem ravnovesju in tudi za potrebe energije samega športnika. Vrhunski in rekreativni športniki lahko posegajo tudi po športni prehrani. Največkrat samo športno prehrano delimo na par segmentov. En najbolj pomemben segment so multivitamini, ki jih dobimo dejansko pakiranih kot multivitamini, lahko pa tudi nadomeščamo posamezne vitamine, katerih naše telo ne more sintetizirati, recimo posamezno kot sam C-vitamin, B-vitamin 12, ki je zelo pomemben pri vegetarijancih, ker se vnaša samo živalsko hrano, E-vitamin, ki je zelo visok antioksidant, A-vitamin dejansko, ki se tudi s samimi karotenoidi uvršča v antioksidante. Poznamo več vrst beljakovina. Največkrat in najpogostejše uporabljene beljakovine na trgu so mlečne beljakovine, ki se ločijo na 2 oziroma 3 podzvrsti. Ene so sirotkine beljakovine, katere grejo zelo hitro v kri in absorpcija je zelo visoka. Druge so pa kazein. Sam kazein je zelo visoko prisoten recimo v skuti. Te beljakovine pa dlje časa obležijo v želodcu in dajejo dejansko nivo aminokislin počasi sprošča v kri, kar pomeni, da zagotavljajo dlje časa počasno sproščanje v kri, kar je zelo pomembno po treningu oziroma kot nadomestek obroka. Poznamo tudi druge vrste beljakovin, zelo prisotne so tudi sojine, ki imajo zelo specifičen okus, in jajčne beljakovine, katere imajo še zmeraj zelo dobro biološko vrednost. Železo je ena taka, ni uganka pri športniku, ampak je ena taka zadeva, ki se sami trenerji pa nutricionisti, ki delajo v športu, zelo ukvarjajo s tem. Zelo visoko pomanjkanje železa je pri ženskah športnicah. Zakaj? Prvič zaradi mesečnega perila, po drugi strani pa večina ženskih športnic tudi ne je toliko veliko mesa, kot sami moški. Najboljše železo se nahaja v živilih živalskega izvora, žal tako pač je. Se pravi, to so razni zrezki, bifteki, goveje meso, in to železo se tudi zelo dobro absorbira.
Med športno aktivnostjo je potrebno piti, a ne. Če je ta športna aktivnost daljša od 45 minut, je hidracija pomembna. Če ni daljša od 45 minut, takrat niti ni potrebe, da splaniramo, koliko bomo pili vmes, a ne, ker ne bomo dehidrirali v 45 minutah. Lahko si sami pripravimo napitek, a ne, stisnemo eno limono, lih malček soli, a ne, zaradi malo elektrolitov, pa kakšno fruktozo lahko damo v to pijačo, a ne. Za poklicne športnike je pravilen način prehranjevanja prav toliko pomemben kot treningi. Za vse, ki se s športom ukvarjate, da bi ohranili ali okrepili telesno pripravljenost in s tem zmanjšali možnost, da bi zboleli, tako stroga pravila prehranjevanja niso nujna. A če razmišljate o spremembah, ker bi bili radi bolj zdravi in bi se radi bolje počutili, naj bodo prav spremembe prehranjevalnih navad na začetku vašega seznama.